V letu 2017 se je na prvem javnem pozivu lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom prijavilo projekt Užitni čutni parki, namenjeni medgeneracijskemu sodelovanju in izobraževanju o trajnostnem razvoju. Ta projekt je bil v letu 2017 tudi napisan in je bil sprejet kot eden najbolj točkovanih projektov ter bil v letu 2018 tudi izveden. Izkazal se je za odličen projekt, ki še traja oziroma dejavnosti v okviru tega projekta se niso zaključile, ampak po zaključku projekta se še nadaljujejo in trajajo. Cilje projekta, ki smo si jih zastavili in smo jih tudi v celoti izvedli, so bili ureditev tega učnega čutnega parka v Postojni, ureditev istega učnega, užitnega in čutnega parka v Zagorju. Osnovna šola Antona Žnidaršiča je uredila visoke grede za namen šolskega ekovrta. Na osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad so bile izvedene razne delavnice na temo samooskrbe in lokalne hrane. Na osnovni šoli Miroslava Vilharja pa je zaživel v bistvu kmetijski krožek v obliki šolskega ekovrta. Ta kmetijski krožek je podprla Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Poleg teh rezultatov so bili še narejeni izvedbeni načrt za užitni čutni park v Pivki nad vrtcem Vetrnica ter ravno tako izvedbeni načrt za podoben park v Slavinju pri partnerju Zdenki Žakelj SP. Glavni namen teh parkov je druženje in pa izobraževanje. Ja, nahajamo se v užitnih in čutnih parkih, tukaj v samem središču Postojne, kjer skrbimo za svoj vrt. Na tem vrtu imamo zasajena razna zelišča, imamo tudi nekaj sadnih dreves, pa tudi grmovnice, za katere skrbimo tudi v okviru programa projektnega učenja mlajših odraslih. Tukaj mentorji skupaj z udeleženci urejamo te vrtove in se ob tem tudi učimo oziroma pridobivamo nova znanja tudi na področju zeliščarstva in skrbi za rastline. Partnerji v projektu, ki so se povezali za izvedbo tega projekta in za samo idejo, so bili Zavod Znanje Postojna, potem Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, osnovna šola Miroslava Vilharja, osnovna šola Antona Žnidaršiča, osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, občina Pivka in občina Postojna. Torej, kar pestro partnerstvo. Ideja pa je bila v bistvu, da se dejansko poveže več generacij v izobraževanju o trajnostnem razvoju in o samooskrbi. V užitni čutni park v Postojni se redno vključuje Univerza za tretje življenjsko obdobje. Mentorica Ana Tomazin vsakoletno izvaja več sprehodov po zeliščnem vrtu, katerih namen je spoznavanje užitnih zelišč in tudi njihova uporaba. V bližnjem vrtcu imajo skupino radovednih otrok, ki redno obiskujejo užitni čutni park in prav tako spoznavajo užitne rastline. V užitnem čutnem vrtu v Zagorju se pa v bistvu zbira cela vas. Tisti vrt je namenjen tudi raznim vaškim prireditvam, pa tudi, ker je v bližini športno igrišče, udeleženci uporabljajo tudi za šport, tako da je to vaško središče v bistvu zelo dobro poiskano in hkrati namenjeno druženju med temi užitnimi in uporabnimi rastlinami. Namen tega projekta oziroma zakaj smo tudi s samimi udeleženci programa PUMO začeli sodelovati oziroma smo tudi aktivni v tem parku, je tudi ta razlog, da mladi pridobijo znanja na tem področju. Opazili smo namreč, da veliko mladih tudi nima te izkušnje in ne znajo oziroma niso nikoli imeli te možnosti delati na vrtu, skrbeti za rastline, vzgajati rastline in s tem tudi pridobivajo znanja, katera jim bojo lahko tudi v prihodnosti koristila in služila.
Za užitni čutni park v Postojni skrbijo udeleženci projektnega učenja za mlajše odrasle skupaj z agronomom Markom Cvetkom, tako da je ta park že v bistvu 4. leto zelo lepo vzdrževan in tudi opaža se nadgradnje. Užitni čutni park v Zagorju pa vzdržuje sama vaška skupnost z zelo prizadevnimi vaščankami, kot je recimo Marjeta Marinčič, ki ta park uporablja tudi za izvajanje študijskih krožkov Zgornje Pivke. Ker Ljudska univerza izvaja veliko izobraževanj na temo tudi trajnostnega razvoja oziroma so v ta izobraževanja je vključen zeleni preboj in trajnostni razvoj, uporablja ta park tudi za izobraževanje. Zato je v tem parku prostor za delavnice, pitnik in pa ostali elementi, ki so potrebni za izvajanje trajnostnega izobraževanja. Mi v vsakem primeru prihajamo sem na užitne in čutne parke z namenom, da podajamo nova znanja, se pravi mlajšim odraslim, se pravi udeležencem, ki so vključeni v PUM-o. Seveda tukaj sodelujemo tudi z ostalimi, se pravi s samim agronomom, pa večkrat se tukaj srečamo tudi z ostalimi gospemi, ki skrbijo tukaj za svoje vrtove in včasih dobimo tudi od njih kakšno novo idejo, kakšen nasvet, kako urejati, kako skrbeti za same rastline. Hkrati pa mogoče včasih tudi naši udeleženci potem tem gospem pomagajo, pa mogoče na kakšnih drugih področjih, od digitalnih vsebin ali kaj takega. In je vedno to sodelovanje tako zanimivo jih je slišati in poslušati, kako si izmenjujejo ta znanja. Všeč mi je recimo tudi primeri, ko udeleženci enkrat že zaključijo program, pa mi pridejo potem povedati, ti veš, sem bil pa zadnje na užitnih in čutnih parkih in sem prišel pogledati drevo, ki sem ga jaz zasadil, pa zdaj spremljam, kako raste, da vidijo to, koliko truda vložiš v neko stvar in potem lahko z leti opazuješ, kako neka rastlina raste in mogoče tudi obrodi kasneje sadove, ki jih lahko potem pride tudi obrat in vidi ta napredek tudi v samem užitnem čutnem parku. Naj poudarim, da se je projekt zaključil leta 2018 in da v bistvu vse dejavnosti, ki so bile prijavljene v okviru tega projekta, še vedno živijo in se izvajajo, kar je v bistvu na nek način redkost v projektnem prostoru. Tako da na tem vrtu se redno izvajajo delavnice izmenjave zelišč, razne kuharske delavnice na temo lokalne hrane, na temo divjih zelišč, tudi teh zelišč, ki tukaj rasejo, delavnice za osnovnošolce, za vrtčevske otroke. Predvsem pa je pomembno to medgeneracijsko sodelovanje, ki še vedno traja in se redno izvaja. Take izkušnje, take malenkosti udeležencev, ko vidim, da pridejo sem in z užitkom neko stvar delajo, v bistvu tudi mene razveselijo. Jaz sem že v bistvu od malih nog sem živel na kmetiji, pa sem rad v naravi in rad delam z rastlinami in seveda sem izjemno vesel, ko vidim tudi same udeležence, ki mogoče niso imeli te možnosti kot majhni otroci skrbeti za rastline, da se navdušijo nad to dejavnostjo in mogoče vidijo tudi prihodnost v tem, ker jaz verjamem, da je prihodnost tudi v samooskrbi in če to opazi samo majhna skupina udeležencev v našem programu, je to za mene že velik uspeh. Torej, projekt Užitni čutni parki je eden izmed projektov, ki so pripomogli k temu, da že 12. leto izvajam kmetijski krožek na osnovni šoli Rudolfa Vukovića Podgrad. V okviru tega projekta sem izvajala delavnice, sedaj so se pa v bistvu te aktivnosti nadgradile v redno izvajanje kmetijskega krožka v petkih, kjer so se vsebine teh delavnic bistveno nadgradile v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja. Tako da vesela sem, da učenci, ki so udeleženi ne samo na omenjenih delavnicah na osnovni šoli Podgrad in na osnovni šoli Antona Žnidaršiča in v tem užitnem čutnem parku v Postojni in v Zagorju,
znajo ločiti solato od krompirja.